Lep pozdrav tudi z moje strani. Boste vi? Ja, bom. Hvala. Področje informacijske družbe je vsekakor tudi eno izmed propulzivnih področij v današnjem času. Vsi vemo, da nam digitalne tehnologije, napredne digitalne tehnologije tako rekoč krojijo naš vsak dan. Tudi nedvomno vesoljske tehnologije temeljijo na teh naprednih tehnologijah. Kaj se dogaja na tem področju trenutno? Naše področje, kakor verjetno veste, je, lahko rečemo, mogoče z vidika MJU malo na prepihu trenutno. Vemo, da je bil aprila ustanovljen svet za digitalizacijo in pa z 1. avgustom služba vlade za digitalno preobrazbo. Kaj to pomeni za naše področje v prihodnje? Vam danes nazam odgovoriti. Verjetno se bojo ta področja konsolidirala, ker naš direktorat se seveda prekriva tesno za novo vladno službo. Verjetno so tudi v luči vseh teh organizacijskih sprememb nekoliko zastale mogoče aktivnosti na strategiji Digitalna Slovenija 2030, ki bi v bistvu že tudi po neki prvi časovnici mogla biti sprejeta. Verjetno dobro veste, da je prejšnja že pretekla Digitalna Slovenija 2020. V skladu z drugimi evropskimi dokumenti pa seveda se tudi mi trudimo, da jo prenovimo, da zagotovimo neko podlago za prihodne ukrepe, vlaganja in da sledimo napredku. Ne bom veliko izgubljala časa na nekih nacionalnih podlagah, verjamem, da vsi poznate, veliko je bilo že predstavljeno z mojimi predhodniki, kaj se dogaja, katere strategije se prenavljajo, se pišejo na novo, se revidirajo. Podoben proces se seveda dogaja tudi na evropski ravni. Tam imamo še več enih dokumentov. Evropa tudi je zdaj čisto pred kratkim objavila v bistvu že tole agendo. To je v bistvu nadaljevanje Evropskega kompasa, ki je zdaj ta ključni razvojni dokument, in na podlagi teh agend bo je zdaj tudi v bistvu pričakovalo od držav članic, da konkretiziramo, kako mi vidimo v bistvu digitalno preobrazbo v državi v prihodnje, kaj se bo na tem področju dogajalo, koliko se bo vlagalo in pa v katero smer gremo. Seveda bo tukaj potrebno doseči določen konsenz z Evropsko komisijo, ampak vsi vemo, da brez teh tehnologij v bistvu ni našega vsakdana. To nam je verjetno COVID še toliko bolj pokazal, kakor pač vse prej situacije. Zdaj mogoče čisto samo na kratko, kaj je digitalni kompas. Vkolikor niste še bolj spoznani s tem dokumentom, v bistvu Evropska komisija je prioritete za področje vlaganja na področju digitalne preobrazbe opredelila 4 smernicami, in sicer kot eno ključnih seveda, kakor je bilo že tudi izpostavljeno, področje kompetenc, področje znanj in veščin, področje infrastrukture, se pravi celotna digitalna IKT infrastruktura, področje podpore podjetjem oziroma gospodarstvu in pa tudi področje vlade oziroma bolj javnega sektorja. Se pravi, to so vsa 4 komplementarna področja, preko katerih Evropska komisija tudi vidi ta v bistvu potreben napredek, da se vsi premikamo skupaj, se pravi ne samo gospodarstvo, ne samo javni sektor, ampak da se v bistvu komplementarno podpiramo. Kaj so ključni cilji digitalnega kompasa? Je v bistvu oni želijo nek pač večji napredek na področju digitalne preobrazbe, v bistvu želijo izboljšati in sistem upravljanja in sistem spremljanja, povezovanja, pospešiti želijo to meddržavniško sodelovanje, se pravi večdržavne projekte, in pa v bistvu seveda krepiti to digitalno suverenost, to neodvisnost Evropske unije napram predvsem seveda ZDA in pa kitajskemu trgu. Tako da to so te glavni mogoče usmeritve. Na podlagi tega je bila, kot sem prej omenila, ta politični program, to je pot v digitalno desetletje, ki bo pa zahteval od vsake države članice, se pravi tudi od nas, da pripravimo tako imenovane roadmape v bistvu za prihodnje obdobje, ki ga bo potrebno usklajevati, in pa tukaj ne bi tudi Evropska komisija nudila dosti podpore. Zakaj je to pomembno? Zato, ker kakor je bilo že izpostavljeno pri mojih predhodnikih, seveda digitalizacija skupaj z zelenim je to področje, ki ga Evropska komisija propagira tudi za prihodnje obdobje, na podlagi katerih bo tudi deljena večina sredstev. In kakor smo videli, teh sredstev nikoli ni dovolj, to vemo tudi nekako mi. Še vedno tudi je želja, da bi se izboljšal položaj Slovenije na uvrstitvi pri v bistvu zdaj ta krovni indeks, preko katerega merimo, je DESI indeks, tudi to bi bil eden od ciljev.
Kakor vemo, se je tudi v medijih govorilo o različnih ciljih, kje bi Slovenija želela biti pozicionirana do leta 2030. Kakor je bilo tudi lepo že povedano, bi to od Slovenije zahtevalo enormna vlaganja in je verjetno vprašanje, če se to lahko res doseže. Govori se namreč o prvih 5 mestih na lestvici DESI indeksa, to so pa res tiste krovne države, ki so bile prej izpostavljene, da so res že v trenutnem času, ko govorimo, krepko pred nami, pa seveda ne moramo pričakovati, da bojo kar nehale vlagati. To je v bistvu zdaj trenutni pogled novega DESI indeksa. Novi DESI indeks sledi, mislim, da v roku približno 1 meseca, tako da te podatki trenutno še niso objavljeni, ampak v bistvu približno kaže, kaj bojo zahtevali od nas na podlagi digitalnega kompasa. Na podlagi tega se tudi krepi DESI indeks, spreminja in nadgrajuje in v bistvu tukaj vidimo, kakšne visoke cilje si postavlja Evropska unija, Evropska komisija v tem primeru kot ta ključni organ, ki to usklajuje, in te cilji so seveda ne samo za našo državo, tudi za številne druge države izjemno visoki, verjetno tudi težko dosegljivi. Ko pa pridemo v številke, kakor je bilo prej lepo predstavljeno, kakor je Peter povedal, je pa to pač še precej drugačna slika. Na podlagi vseh teh evropskih dokumentov, nacionalnih dokumentov, pa smo se mi lotili prenove digitalne Slovenije, se pravi strategije informacijske družbe. Nekako strukturo smo postavili takole, ni končna struktura, zato ker dokument ni sprejet in je še v fazi dograjevanja, dopolnjevanja, neke dodatne komunikacije, kakor sem na začetku omenila, veliko verjetno to tudi pač bo še mičkam potekalo tudi v navezavi na konsolidacijo vseh teh vladnih služb. Katera področja smo mi opredelili kot tista prednostna? Želimo namreč dovolj široko zastaviti področja, da bi se lahko res vsi parcialni posamezniki, deležniki, ciljne skupine prepoznali in na podlagi tega lahko kreirali svoje programe, akcijske načrte in res konkretizirali ukrepe, da bi lahko skupaj sledili tem nekim krovnim ciljem. Področja, ki smo jih prepoznali, so digitalna vključenost. Kakor je bilo tudi že danes izpostavljeno, seveda obstaja ta digitalna ločnica, se pravi velik razkol, tako rekoč med mestnimi območji in pa ruralnimi. Tudi v luči covida seveda smo videli, da je to pomembno, da se to zmanjšuje, da se to v bistvu krepi, to ozaveščanje in poznavanje naprednih digitalnih tehnologij. To bi bilo to mogoče najširše prvo področje. Potem seveda temu mora slediti ustrezno vladni sektor z vsemi digitalnimi javnimi storitvami. Gigabitna povezljivost, to je področje, ki sledi evropskim ciljem, te so že znani in postavljeni do leta 2025. Tukaj govorimo predvsem o zagotavljanju ustrezne IKT infrastrukture in pa tako imenovanih širokopasovnih omrežij. Seveda po to pade tudi 5G infrastruktura, da ne bo pomote. Četrto poglavje, pametna digitalna preobrazba v družbo 5.0. Mogoče je naslov nekoliko dolg, tukaj pa v bistvu pa želimo izpostaviti področje podatkov, podatkovne ekonomije, umetne inteligence, IoT, pametnih mest in vasi in pa tako, se pravi, širše področje. Temu dodajamo še kibernetsko varnost in pa digitalno preobrazbo gospodarstva. S tem mislim, da smo tako nekako dovolj široko zaokrožili področja, da se res v bistvu, da noben ni izpuščen. Kaj je naša ta ključna vizija? To smo preko delavnic, mi smo imeli tako neko možnost sodelovanja z evropskim projektom Innovativen SI in smo izvedli digitalni izziv, Digital Challenge, in smo imeli delavnice, 12-13 delavnic z različnimi deležniki, mogoče ste nekateri izmed vas tudi sodelovali. Delavnice so bile po področjih in pa splošna, uvodna in zaključna in smo nekako skupaj tudi probali postavljati vizijo in cilje. In sicer vizija, kakor vidite, je taka zelo široka, z digitalizacijo družbe in gospodarstva bomo izboljšali kvaliteto življenja prebivalcev Slovenije na trajnosten in zaupanja vreden način. To seveda samo po sebi ne pomeni nič, temu bojo morali slediti ustrezni ukrepi in pa seveda podpora, da bomo lahko to dosegli. Želja oziroma cilj, ki je trenutno že naveden v veljavni strategiji razvoja Slovenije, je 9. mesto na DESI indeksu. Zato je tudi tukaj še ta cilj usklajen, bo tukaj kakšno drugačne želje in cilji bomo pa videli v prihodnem usklajevanju. Tukaj so malo področja opredeljena, mogoče niti ne bi šla zdajle v podrobnosti.
Seveda predstavitev vam bo na voljo, če so kakšna vprašanja, pa tudi seveda sem na voljo. Pa bi mogoče še malo se dotaknila v bistvu povezanih vsebin, se pravi poleg teh področij, teh prednostnih področij, ki sem jih na kratko omenila, res vidimo, da je zelo, zelo smiselno podpreti tudi ustrezno podporno okolje, podporne strukture. Tukaj tudi prepoznavamo kot eno takih bolj vidnejših, vezanih tudi na nov evropski program Digital Europe program oziroma digitalni evropski program, ki ga bomo v nadaljevanju mičkam bolj podrobno predstavila. Tudi eno področje, ki ga bojo zelo podporali, so evropska digitalna inovacijska stičišča oziroma zdaj je bolj korekten prevod vozlišča. To je recimo en primer podpornega okolja. Potem seveda pri digitalnih tehnologijah vedno pridemo v to human centric, se pravi, da je v ospredju človek in da je treba tudi ohranjati ustrezne digitalne pravice oziroma pravice posameznika tudi pri uporabi naprednih tehnologij. Zakonodaja, ki seveda naj bi sledila, vsi vemo, da se seveda spreminja, sicer precej bolj počasi kot same tehnologije, pa vendar je pomembno, da to tudi izpostavimo v eni taki krovni strategiji. Področje inovativnosti in pa usmerjenost na zeleno. Kakor vemo, pač so to tudi usmeritve Evropske unije in je prav, da se upoštevajo pri vseh ključnih strategijah in digitalna Slovenija je pač podobno kot je bil prej predstavljen RIS in tudi ena teh krovnih. Področje upravljanja, to je, mislim, da še kar precej odprto vprašanje, kako bi mi to želeli, kaj vidimo, da bi bilo res smiselno in smotrno zagotoviti v prihodnje. Žal se je treba priznati, da mogoče v tej strategiji, ki se je iztekla z lanskim letom, to je bilo sicer nastavljeno, mogoče bolj ambiciozno, ni pa bilo realizirano. Tukaj je res zelo smiselno zaradi same horizontalnosti področja, da se krepi to povezovanje deležnikov, komunikacija, dialog, da je sistemski pristop, da so jasno razmejene odgovornosti in da je tudi sistemski pristop do financiranja. Ko se enkrat postavijo prioritete na nacionalnem nivoju, seveda je smiselno, da se temu sledi in da bi lahko s tem res dosegli te želene makroekonomske učinke. Poleg tega pa tudi je zelo smiselno, se nam zdi, da imamo to zunanje ogledalo, zunanji monitoring, preko katerega lahko dobimo pomemben feedback, a smo vsaj približno uspešni poti ali pa če je potrebno kaj spremeniti. To je res samo ideja, kako smo mi razmišljali, to je bilo namreč, zdaj se res prekriva z temi novimi službami vladnimi, to je bilo žal kreirano, preden so bile še te službe ustanovljene, ampak ideja približno ostaja ista, se pravi, da bi bil nek krovni najvišji organ, ki bi s tem upravljal. Potem seveda zaradi horizontalne narave je potrebno imeti ustrezne kontaktne točke ali skupine po posameznih resorjih oziroma ministrstvih in pa redno sodelovanje s strokovnim nivojem, ali so to organizacije, ali so to združenja, to je stvar dogovora in pa razmišljali smo, da bi bilo zelo mogoče koristno za širšo družbo, za civilno družbo in pa tudi verjetno podjetja, da bi bili mogoče glasniki za digitalno preobrazbo ali po posameznih področjih ali bolj splošno. Ta iniciativa je sicer že živela, gospod Grobelnik, Marko Grobelnik je bil slovenski digitalni ambasador oziroma je še, mislim sicer, da je mandat pretekel, Evropska unija pa ne nadaljuje s to iniciativo. Tako da to mogoče malo za okvir, kaj mi predvidevamo v prihodnje. Kar nekaj je bilo že rečeno v številkah, jaz tukaj številk nisem navajala, ker so pač še vedno vse zelo, zelo odprte. Žal kljub nekim mogoče malo bolj optimističnim scenarijem na področju informacijske družbe zaenkrat kaže na kar linearno zmanjšanje sredstev v prihodnem finančnem okviru. Bomo videli, kako bojo dokončni razrezi. V okviru RRF-ja imamo pa recimo predvideno samo področje infrastrukture, to zdaj govorim res samo za informacijsko družbo, je pa veliko v RRF-ju res vezano na krepitev javnega sektorja in digitalnih javnih storitev. Se pravi, v okviru naslednje finančnega okvira mi želimo tudi na podlagi že sprejetega nacionalnega programa za umetno inteligenco to zagotoviti tukaj sofinanciranje ukrepom, da bi res prišlo do tega večjega preboja uporabe umetne inteligence, kakor je prej tudi bilo lepo predstavljeno, kaj to pomeni za države, ta skok, ki pač sledi. Želeli bi podpirati tudi krepitev in realizacijo pametnih mest in skupnosti, nadaljevanje na področju povezljivosti, to so te infrastrukture, podporno okolje, kakor sem prej omenila, te e-dihe in seveda vidimo, da je zelo, zelo pomembno, da se s tem ustrezno tudi krepi poznavanje, ozaveščanje in promocijo prednosti, nevarnosti digitalnih tehnologij in pa tudi kako uporabljati tudi pri ranljivih skupinah in pri vsakem posamezniku.
Mogoče čisto na kratko, če vam sam povem še par besed vezanih na program Digitalna Evropa. Mi ocenjujemo, da se o tem premalo govori. Konkretno naš direktorat je kontaktna točka za ta program in s tem tudi za e-dihe. Program je namreč tudi eden izmed novejših, kakor je bilo glihkar predstavljeno za obrambno področje. To pa je za področje digitalizacije in digitalne preobrazbe. Ta program je recimo usporeden z Obzorjem, ni namenjen raziskavam, ampak uvajanju naprednih tehnologij, vreden pa je 7 milijard evrov. Takole nekako je ta struktura, v bistvu kaj so ključna področja tega programa Digitalne Evrope. To je visoko zmogljivo računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in napredna digitalna znanja in spretnosti. Potem pa še vidite te vertikale in pa v bistvu, če pogledamo še finančni razrez. Takole je skupno, se pravi 7,5 milijard evrov. Kaj to pomeni za Slovenijo? Vkolikor ne bomo zagotovili sofinanciranja, nič kaj velik, ker tako kot drugi programi, kakor je bilo omenjeno prej, v bistvu program predvideva približno 50% sofinanciranje sa strani držav članic. Omogoča pa sicer sodelovanje in-kind prispevka, se pravi ne denarni prispevek, omogoča sodelovanje preko RRF sredstev, preko ERDF sredstev, ali integrale. Takole je približno razdeljeno, skratka govorimo o kar visokem deležu sredstev, ki bojo na voljo, če jih bomo znali počrpati. To bi bilo vse z moje strani, da ne bom predolga, če je pa še karkoli, pa sem na voljo. Hvala lepa.